Mihajla nam pove, da nošenje naglavne rute ponazarja način življenja, ki se močno razlikuje od življenja večinske družbe. Živeti takšno življenje v Sloveniji pa pomeni biti zelo praktičen človek. Skratka, na najbolj enostaven in najbolj nezahteven in tudi simpatičen način prikazati svoj način življenja kot enakovreden. Edina ob tem poudari, da je naglavna ruta le zunanji videz tistega, kar ženska nosi v sebi. Strah do Boga, ljubav do vere, da pokažeš islam, da pokažeš muslimane v pravi luči. A hidžab je na glavi le v javnosti, doma se rade oblečejo tako, kot želijo. Ja, doma je nimam, doma sem tako enostavno. Kot ostale ženske bi rada, da smo lepe, da nosimo različne obleke, različne frizure. To si doma vse privoščimo. Zase, za svojo družino, za moža. Verjetno bi jih družba bolje sprejela, če bi bile tudi zunaj videti kot doma. Kot povedo, je diskriminacije manj, a te spremembe se dogajajo prepočasi. Vse dokler ne bo muslimanka z naglavno ruto prisotna tam, kjer je moč odločanja, potem ne moremo govoriti o enakem obravnavanju. Je pa iz pogovora z muslimankami razbrati, da so enakovredne s svojim možem. Ko jih povprašamo o tem, kaj bi dejali možje, če bi se ven odpravile brez rute, je njihov odgovor: Mislim, da mož tukaj nima veliko besede, ker sem ja ruto dala zaradi sebe in on me je vzel zaradi tega, ker sem čvrsto se to odločila. Ob dejstvu, da bi v Sloveniji prepovedali nošenje naglavnih rut, pa so jasne. Slovenijo bi nemudoma zapustile.